Glavni sponzor oddaje so Terme Maribor. Dober dan in končno en topel sončni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes jo začenja Sanja Lončar z zanimivimi informacijami o začimbah v oljih. No, več o začimbah pa si lahko preberete tudi v njeni novi knjigi Ščepec vedenja. Za vse, ki ste odkrili, kaj vse se v začimbah skriva in na kakšne zdravilne učinke lahko računamo, je mogoče napočil trenutek, da spoznamo začimbe v oblikah, ki ponujajo še več moči in še več možnosti. V naših oddajah smo že velikokrat govorili o uporabi svežih začimbah, o uporabi posušenih začimbah, zdaj se pa bomo spoznali z uporabo začimb v obliki oljnih izvlečkov in v obliki eteričnih olj. Kaj je sploh oljni izvleček ali aromatizirano olje? Nekatere verjetno poznate. Če čili feferončke date v olje in pustite to stati približno mesec dni, bojo že sami pustili aromo. Podobno velja recimo tudi za poper ali za še kakšno drugo suho začimbo. Nekatere pa ni tako preprosto delati. Recimo, če bi hoteli dobiti 1 deci olja, lepo aromatiziran z okusom muškatnega oreščka, bi rabili 2-3 oreščka stret, to namočiti verjetno za mesec dni in potem bomo dobili olje, ki bo nase prevzelo zelo močno aromo muškatnega oreščka, ki ga potem lahko uporabljamo za marsikatero jed, recimo spinačne juhe, katerekoli zelenjavne juhe, krompir so čudoviti, če jih prelijemo z malo muškatnega olja. Ampak pravim, včasih to nimamo pripravljeno ali rabimo preveč poredkom in takrat pomagajo olja, ki so že pripravljena, aromatizirana, torej nekdo je to delo naredil namesto nas in različne začimbne mešanice, odvisno kaj želite, provansalske, popri, bazilike in ostalo so na voljo za različno aromatiziranje. Vendar, če želimo, mi tudi to sami naredimo in to zelo hitro in učinkovito, preprosto tako, da vzamemo olje, ki ga želimo uporabiti, olivno olje ali kakšno sezamovo olje, mogoče raje imate kakšno olje z blagega okusa in mu preprosto dodamo eterično olje, sicer mora biti takšno, ki je primerno za prehrano, torej ni vsako eterično olje uporabno za prehrano. Takšne, ki so uporabna, prepoznamo potem, da so certificirana, nimajo oznakov, da so kemikalija, ampak imajo ekološki certifikat in so primerna za uživanje. In recimo imamo na voljo rožmarin, baziliko, timijan, odvisno, s čim želimo aromatizirati olje. In kako to počnemo, ne boste verjeli, zelo preprosto, tako da nekaj kapljic eteričnega olja nalijemo, tle približno 3 deci olja, videli ste, sem dala 4-5 kapljic, dvakrat obrnete in dobili smo aromatizirano olivno olje z aromo rožmarina. Čudovito za čez ribo, krompir in vse jedi, kjer bi vam recimo aroma rožmarina ustrezala in ob tem, veste, ne pozabiti, rožmarin je zelo močen protistrup, rožmarin tudi preprečuje, da bi se težke kovine nalagale v telesu. Zagotovo doma imate kakšen čaj, ki ima nevtralen okus ali se je razdišal ali vam okus ni všeč. In verjetno vam ni prišlo na misel, da bi ta okus lahko izboljšali v hipu. Recimo eterično olje mete ali eterično olje bergamotke, to je ta aroma Earl Grey, ki jo poznate, ali kakšne citruse ali pomaranče ali vrtnica, par kapljic, če je čaj suh, je zelo hidroskopičen, pretresemo, ko se hlapi bojo noter ustvarili, se čaj bo zaromatiziral in že naslednji dan imate čudovito aromatiziran čaj. Na enak način to lahko naredimo tudi z medom. Ne morete aromatizirati eno žličko, ni pa noben problem aromatizirati kozarček. Torej, začnite zelo zmerno, par kapljic, če rabimo za dihala, rožmarin, timijan, žajbelj, cimet, evkaliptus, kakšen citrus in boste dobili čudovit čaj, če rabite kaj za prebavila, potem kakšen janež ali kakšna taka eterična olja in boste dobili med, ki hkrati naredi še veliko dobrega v telesu.